Moje izkušnje z mehanskimi tipkovnicami so se začele pred več kot letom dni, ko sem dobil tipkovnico Apex 7 TKL podjetja SteelSeries. Tisti, ki se spoznaste na te zadeve, si boste rekli, ni šlo v začetek, se ta tipkovnica stane okrog 160 evrov. Ampak normalen folk reče, a ste vi neumni, dati tu keša za tipkovnico? Ja, ko začneš raziskovati tržišče klikajočih gumbov, opaziš cenovni razpon od 30 pa tja do 300 evrov in več. In tu nastopi Logitech s svojo novo entry-level mehansko tipkovnico. Ime mi je Miha in danes tipkamo po G413 SE TKL. Ker je to moj prvi prispevek o mehanskih tipkovnicah, moramo najprej razčistiti par pojmov, da mi ne bo treba v vsakem videu razlagati isto. Če hočete, lahko ta del mirno preskočite, spodaj bom dal časovni marker, kjer začnem govoriti o aktualnem izdelku. Kaj pomeni kratica TKL? V angleščini je to okrajšava za 10 keyless, se pravi 10 tipk manj ali po moje DTM. Taka tipkovnica namreč nima numeričnega dela, nima kalkulatorja ob strani. Zaradi tega zasede manj prostora na mizi in je zelo priljubljena med gamerji, ki itak večinoma šlatijo samo tipke UASD. Potem so tu še 60% tipkovnice, ki imajo izključno samo črke in številke, se pravi centralni del tastature. To je res samo za tiste minimalistične gurmane in ljudi z ekstremno majhno mizo. Kakšna je pa razlika med navadno in mehansko tipkovnico? Mehanske imajo stikala pod tipkami, ne le gumijastih membran, ki se rabijo v običajnih verzijah. Zato mehanske tipke nimajo tistega spužvastega občutka, ko tipkaš. Vsak pritisk jasno začutiš in slišiš in zaradi tega so super za natančno in hitro tipkanje. Potem imaš tu še različne tipe stikal. Linearna, taktilna in klikajoča. Linearna so najbolj enostavna in ne nudijo povratne informacije, kdaj je zaznalo pritisk. Ponavadi je to nekje na sredini hoda tipke. Pri taktilnih stikalih pa po drugi strani začutiš zabeležen pritisk na tipko. Klikajoči gumbi pa ti še zvočno javijo, kdaj so zaznali pritisk. Najbolj znana mehanska stikala so tista od nemškega podjetja Cherry, ki je že davnega leta 1980 patentiralo legendarna Cherry MX stikala. Ker je njihov patent že potekel, so druge firme začele kopirati sistem, a vseeno se še vedno uporablja njihov stil označevanja stikal. Se pravi, linearna stikala so označena z rdečo in črno barvo, taktilna z rjavo, klikajoča pa z modro barvo. Valjda zdaj vsak proizvajalec uporablja svoja imena in nazive, a načeloma je zraven še vedno navedena barva za referenco. Potem je tu še izbira materiala za same tipke. Večinoma so iz ABS plastike, ampak zadnje čase so popularne tudi tiste iz PTB, ki je bolj vzdržljiva in ne postane masno gladka. So pa PTB tipke bolj krhke in če ti pade tipkovnica po tleh ali pa na njo pade kaj težkega, tipke hitro počejo, z razliko od ABS, ki ponavadi udarec prenesejo brez težav. Potem so tu še načini, kako so sama stikala montirana v tipkovnico. A si jih da zamenjati, kombinirati? Vse to ti nudijo mehanske tipkovnice. Ampak nočem iti preveč v detajle, se to je že malce preveč tehnično in za navadnega uporabnika po eni strani nepomembno, saj se s tem ne bo ukvarjal. Če pa se bo, je na internetih ogromno informacij. A najbolj atraktivna funkcija mehanskih tipkovnic je ta, da lahko tipke sam zamenjaš. S tem se ti odpre celo morje dizajnov, barv, saj imaš na spletu res pestro izbiro tipk različnih barv in oblik. Lahko si jo barvno uskladiš s sobo, mizo, pač karkoli ti srce poželi. To je v osnovi vse, kar rabite vedeti pred nakupom mehanske tipkovnice. Seveda je najboljše fizično pošlacati, tako da boste videli, katera stikala vam najbolj ustrezajo. Splošni konsenz je, da so rdeča linearna stikala primerna za gaming, modra pa za tipkanje dolgih tekstov. Ampak pozor, modra stikala so glasna in znajo biti moteča za okolico. Zato moram doma še vedno knofati po membranskih tipkah, ker zvok mehanskih motijo mojega zmaja doma. Rjava so ponavadi lih nekje vmes, vsaj kar se glasnosti tiče. Ampak okej, zdaj vemo, o čem govorimo, zato se posvetimo zvezdi tega videa. Mehanske tipkovnici Logitech G413 TKL SE. Tipkovnico so mi poslali iz podjetja Ani, ampak to ni sponzoriran video, tako da gre za moje nepristransko mnenje. Ampak vseeno, Ani, hvala, ker me podpirate.
Logitech je letos osvežil svojo linijo G413 in je z novo serijo SE umestil v svoj vhodni razred mehanskih tipkovnic. Na voljo sta dve različici, in sicer klasična verzija z vsemi tipkami za 80 € in TKL za 70, ki si jo bomo danes tudi ogledali. Razen števila tipk in cene, drugih razlik med njima ni. Za to serijo Logitech ni uporabil svojih lastnih stikal Romer G, ampak so izbrali rjava taktilna stikala proizvajalca Kaiwa. Tipke so osvetljene samo z belimi ledicami, torej nobenih RGB barvic. Te imajo 3 stopnje svetilnosti ter 5 različnih stilov osvetlitve. Te menjaš s kombinacijo FN in F12. Prav tako naprava nima USB vhoda ali multimedijskih tipk, tako da kar se dodatkov tiče, je ta tipkovnica čisto osnovna. Sicer lahko s kombinacijo tipke FN in F-tipk kontroliraš določene postavke, kot so glasnost, play stop in efekte osvetlitve tipkovnice. Programske podpore ni nobene. Vse stvari uredimo s tipko FN, tako da lahko pozabimo na makrokombinacije ali pa da bi določene tipke prerazporedili po svoji želji. G413 SE uporablja anti-ghosting tehnologijo, kar pomeni, da lahko istočasno pritisneš 6 tipk in bo vse zaznalo, kar je zelo pomembno pri igranju iger. Sama naprava je narejena iz aluminija, tako da je trdna in jo ne moreš kar tako upogniti. Tipke so iz PTB plastike, tako da se ne bojo preveč hitro znucale. Ampak na koncu je pomembna še ena stvar. Kako se tapka po njej. In tu tipkovnica malce razočara. Ni je tako prijetno uporabiti kot recimo moja Apex 7. To sicer ni lih fair primerjava, saj je ta še enkrat dražja od Logija. Ampak vseeno, glede na to, da naj bi tipkovnica imela taktilna stikala, sem najprej mislil, da so linearna, saj nisem začutil klika, razen ko sem pritisnil tipko do konca. Plus to, da so stikala trša oziroma potrebuješ večjo moč za pritisk. Seveda je tudi pomembno, kako zveni, zato en kratek zvočni test. Je pa neprimerljivo lepše tipkati na njo, kot pa na starošolske membranske tastature. In prav zaradi tega je G413 SE serija lih nekje na meji priporočila. Mehanska tipkovnica, Logitech proizvajalec je garancija za dobro in dolgoročno delovanje. Po drugi strani pa ni tako poceni, občutek tipkanja bi bil lahko boljši in nima nobenega priboljška. Predvsem je v tem cenovnem razredu močna konkurenca, saj za isti ali manjši denar lahko dobiš tipkovnico z veliko več funkcijami. Zato so mi pri podjetju Ani dali kodo, s katero dobite 20% popusta, če kupite tipkovnico pri njih. Uporabite kodo LOGIMIHA, napisano skupaj, na koncu, ko zaključujete nakup. Koda velja za obe verziji, normalno in TKL. S tem popustom rata tipkovnica pol kar cenovno ugodna. Tako da je na koncu spet na vas, kaj je vam bolj pomembno. Dati kak evro več za priznano firmo, s katere veste, da bo vse delovalo kot treba, ampak ne nudi veliko dodatne opreme, ali pa prišparati kak zletnik in kupiti nek cenejšega z več opreme, a ne veš, kako se bo obneslo na dolgi rok. Ampak nekaj se vam bo sigurno obneslo na dolgi rok. In to je, da se naročite na moj kanal in si s tem zagotovite najboljše informacije o vsem, kar je povezano s tehnologijo na slovenskem YouTube svetu. In če ste že tam, dajte še lajkati video, pa ga širiti na svojem Facebook zidu. Mi pa se vidimo naslednjič. Čau!